Dober dan. V imenu Društva slovenskih izobražencev z veseljem pozdravljam vse zbrane na posvetu, ki ga skupno s Študijskim centrom za narodno spravo iz Ljubljane posvečamo pisatelju, publicistu ter borcu za demokratično samostojno Slovenijo Francu Jezi. Posebej pozdravljam ugledne goste. Tukaj je deželna tajnica Slovenske skupnosti, profesorica Fulvija Premorin, je tudi podpredsednica Sveta slovenskih organizacij Marija Brecelj. Med nami je tudi novogoriški podžupan Anton Harej, ki ga prav tako lepo pozdravljamo. Seveda najlepše pozdravljam tudi predavatelje in pričevalce ter druge sooblikovalce simpozija, začenši s Jezovo hčerko Evelino, tukaj. In dovolite, da tudi lepo pozdravim sorodnike gospe Jeze, gospe Justine Čelan. Poimensko vas ne poznam, lepo pozdravljene. Kot smo zabeležili v naslovu, to študijsko srečanje poteka ob 40. obletnici smrti Franca Jeze. Toda resnični povod za prireditev tega posveta je dala nova knjiga Igorja Omerze iz niza Velikani slovenske osamosvojitve in Udva, ki je v teh dneh išla pri tržaški založbi Mladika z naslovom Franc Jeza separatist in ki bo tu čez nekaj trenutkov doživela svojo krstno predstavitev. Na simpoziju bojo nadalje nastopili poleg hčerke Eveline nekateri Jezovi nekdanji sodelavci in prijatelji, katerih spomini postajajo že po zakonu narave, tako rekoč, se bolj redki in dragoceni. Seveda pa bo bistven del našega študijskega srečanja posvečen boljšemu poznavanju, interpretaciji ter presojanju Jezovega literarnega, esejističnega, publicističnega in političnega dela iz perspektive, ki jo omogoča 40-letna razdalja od njegove smrti, za kar bodo poskrbeli priznani strokovnjaki. Imel sem srečo, da sem Franca Jezo osebno poznal. Z njim sem se srečeval zlasti v krogu tržaškega tednika Novi list, pri katerem sem naredil svoje prve časnikarske in publicistične korake. Tudi name je naredil velik vtis. Fizično je bil droben in krhek, a etično pravi velikan. Bil je svoboden, ustvarjalen in plemenit duh, ki je pogumno izražal in zagovarjal svoje poglede in prepričanja, pa čeprav je to plačal z zaporom, deportacijo, emigracijo, preganjanjem, apolitstvom in dosmrtno prekarno. Uprl se je vsem trem totalitarizmom, ki so zaznamovali 20. stoletje, ter se preroško zavzemal za svobodno, enakopravno in mirno življenje narodne skupnosti, kateri je pripadal. Seveda pa je tudi Franc Jeza imel svoje šibke točke. Naj omenim le njegove poglede na slovensko etnogenezo. Posvet, ki želi biti znanstven, tega seveda ne sme spregledati. Francu Jezu vsekakor še vedno ni priznano v slovenskem in širšem zgodovinskem spominu mesto, ki bi si ga zaslužil. Tudi zaradi tega je Društvo slovenskih izobražencev zdaj že drugič med pobudniki študijskega srečanja, ki naj pomaga spoznati in ovrednotiti njegovo delo. Prvič je to naredilo leta 1994, ko mu je posvetilo simpozij ob 10-letnici smrti skupno s krožkom za družbeno-politično vprašanje Birgit Šček iz Trsta. Današnji simpozij
pa prirejamo, kot že rečeno, v sodelovanju s študijskim centrom za narodno spravo, kateremu se za to najlepše zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi knjižnici Dušana Černeta iz Trsta, ki je pripravila razstavo knjig, zbornikov, revij in časopisov, v katerim je Franc Jeza vtisnil svoj pečat. Dovolite mi, da nazadnje, a ne kot zadnje, zahvalim Renatu Podbersiču in Ivu Jevnikaviju za znanje in trud, ki sta jo vložila v pripravo današnjega srečanja. Zdaj pa prosim kolega Ivašiča, da še on pozdravi. Spoštovane kolegice in kolegi, dragi gostje, dragi referentje, lepo pozdravljeni v imenu Študijskega centra za narodno spravo. Uvodoma se zahvaljujem vsem sodelujočim na današnjem dogodku ter Društvu slovenskih izobražencev iz Trsta za tradicionalno zelo dobro sodelovanje s Študijskim centrom za narodno spravo. Letos smo tako že četrtič združili moči pri pripravi znanstvenega simpozija iz novejše oziroma sodobne slovenske zgodovine. Zbrali smo se na konferenci posvečeni 40-letnici smrti Franca Jeze, slovenskega patriota, pisatelja, publicista in borca za samostojno in demokratično Slovenijo. Jeza je unikum slovenskega kritičnega intelektualca, saj kot emigrant deloval v zamejstvu in s tem nekako povezal Slovence v emigraciji z rojaki v zamejstvu. Po matici ga najbolje poznamo zaradi njegovega boja za demokratično in neodvisno Slovenijo. V razvoju ideje o neodvisni Sloveniji pri izseljencih, ki so bili po koncu druge svetovne vojne zaradi ideološkega nasprotovanja komunizma in ohranitve lastnega življenja prisiljeni zapustiti domovino, govorimo o kontinuiteti, ki so izseljenci prenesli iz domovine in se v emigraciji razvijala in dopolnjevala. V tem pogledu je bila oblikovana in jasno izražena mnogo prej kot v matični domovini in je svojim vplivom veliko prispevala k odločitvi za plebiscit o samostojnosti in neodvisnosti, razglasitvi samostojne države Slovenije in mednarodnem priznanju mlade države. Med begunci je bilo veliko število intelektualcev in vodij predvojnih demokratičnih strank, kar je še dodatno vplivalo na oblikovanje več različnih političnih misli glede prihodnjega državnega statusa Slovenije. Iz tega izhaja, da je bilo izseljenstvo, kakor tudi zamejstvo, tisti dejavnik, ki je spodbudilo in kazalo smernice nastajanja slovenske države in sprejemljive rešitve za suvereno in samostojno državo. Čeprav je bil vpliv izseljencev na Slovenijo zaradi cenzure tiska in omejevanja osebnih stikov strani povojne oblasti omejen, pa govorimo o razvejani literarni, znanstveni in publicistični dejavnosti, ki so razvili emigranti v tujini in preko katere je v matično domovino le uspel priti idejni, politični in duhovni vpliv, zavedanju in potrebi po lastni državi. V tem segmentu je Jeza zopet unikum, saj kot emigrant deloval v neposredni bližini meje ter svojo agitacijo imel možnost za daleč največji vpliv na Slovence v matici. Od prve slovenske tiskane besede v 16. stoletju, preko začetkov narodnega preporoda konec 18. stoletja, do zapisanega političnega programa Zedinjene Slovenije leta 1848, ter ideji Lamberta Ernika, ki je konec leta 1941 oblikoval ilegalni politični program, v katerem je zarisal Slovenijo kot samostojno državo, so izseljenci nadaljevali v luči prizadevanj za rešitev slovenskega narodnega vprašanja. Znotraj imigracije sta se oblikovala dva ključna dela narodno-političnega programa, ki sta se precej razlikovala v iskanju rešitev prihodnjega državnega statusa Slovenije, hkrati pa sta imela oba namen vzpostavitve samostojne, neodvisne in demokratično urejene slovenske države. Skupni imenovalec obeh delov je bil tudi protikomunizem in obsodba njegovega totalitarizma ter nasprotovanje škodljivim vplivom, ki so bili posledica centralistične politike jugoslovanske zvezne vlade. Jugoslovanska tajna politična policija, ponarodela UDBA, je seveda spremljala dogajanje in ga skrbno kontrolirala. Prepričan sem, da bomo danes slišali mnogo novega in zanimivega o Francu Jezi in času njegovega delovanja. Naj nam bo njegovo življenje in delo v stalni opomin, da kapljica ne izdolbe kamna s silo, ampak s pogostim padanjem. Hvala lepa. Gospe in gospodje, lep pozdrav. Pozdravljeni ponovno v Trstu. Že četrtič smo združili moči
in nekako povezali slovenska pljuča in slovensko srce, torej Trst in Ljubljano, tokrat v znamenju Franca Jeze. Posvetili mu bomo 6 referatov. Še predtem pa, oziroma tako je, 2 bosta, najprej 3 v prvem panelu, potem bo kratek odmor, potem pa še 3 referati, ki bojo osvetlili delovanje, čas, življenje Franca Jeze. Gosti, referenti prihajajo iz različnih koncev, tako domovine kot zamejstva, torej iz enotnega slovenskega kulturnega prostora. Še prej bomo pa prisluhnili premieri oziroma prvi predstavitvi nove knjige izpod peresa neumornega, neugnanega in tudi izredno plodovitega raziskovalca in pa publicista, magistra Igorja Omerze iz Ljubljane. Za njim je že zajeten opus 25 knjig, ki tematizirajo zlasti obdobje povojne Slovenije v okviru Jugoslavije, zamejstva in tudi izseljenstva. Torej je ekonomist, nekdanji politik, tudi direktor SDK-ja, po upokojitvi pa eden od glavnih, bomo rekli, raziskovalcev oziroma posameznikov, ki so posvetili opus raziskovanju nečednih poslov nekdanje tajne politične policije, jugoslovanske, popularno imenovane UDBA, v resnici službe državne varnosti, ki je leta 1990, tako se je zdelo, odšla na smetišče zgodovine. Žal pa, to javno rečem, očitno temu ni tako. Da temu ni tako, dokazujejo tudi zadnji dnevi s sago o novi slovenski komisarki, ki je očitno bila bolj upeta v delovanje te proslule in tudi zločinske službe, kot bi si morda ona sama pa še to drug želel. Tematika danes je Franc Jeza, tako da, Igor, prosim, da nam krstno predstaviš svojo novo, že 25. knjigo o Francu Jezi in njegovi vpetosti v delovanje službe državne varnosti oziroma UDBE. Hvala lepa, hvala za vabilo, vse lepo pozdravljam. Zdaj, knjiga o UDBI in Francu Jezi je 5. oziroma 6. v moji seriji Velikani slovenske osamosvojitve in UDBA. UDBA je ponarodelovska rešava, kot je že dobro znano, za tajno politično policijo komunističnega vrha propadle Titove države. V primeru Jeze in ostalih slovenskih velikanov osamosvojitve moramo vedeti, da je glavno zalezovanje in šikaniranje Jeze opravljala slovenska UDBA in pri tem sodelovala po potrebi z drugimi republiškimi tajnimi policijami, z vojaško tajno politično policijo Ponarodelo KOS, s tajno politično policijo zunanjega ministrstva, uradna skrajšava SID in seveda o svojih izsledkih in načrtovanih akcijah poročala zvezni UDBI v Beograd. Za kodno ime zalezovanja Franca UDBE je UDBA skomponirala, moram reči, primerno kodno ime separatist, kajti glavna značilnost njegovega delovanja je nepopustljivo, direktno in preroško zavzemanje za popolnoma samostojno in suvereno slovensko državo. Mislim, da slovenska nacionalna zgodovina ne premore bolj gorečega in neomajnega oznanjevalca ideje o samostojni Sloveniji, kot je bil to tržaški Jeza. Seveda tega v Sloveniji sploh ne bi mogel početi. Sodobnikom je izgledal kot fantast, danes pa lahko mirno rečemo, da je bil prerok v času, ko je ideja slovenske države resnično izgledala kot popolna utopija. Poleg tega se ostanki udbovske peserije v Jezi ubadajo z njegovo ostro kritiko nedemokratičnega režima v Jugoslaviji, Sloveniji, z njegovim zaničevanjem komunističnega diktatorja Tita in njegovega rdečega dvora. Ob vsem tem pa moram dodati še dvoje. Prvič, zaradi strahotnega uničenja udbovske dokumentacije v prvih mesecih leta 90, uničevalo se je še 16. maja 90, ko je prisegla nova Demosova vlada v takratni skupščini. Zato ni mogoče reproducirati vsega, kar je v Jezi napisala UDBA in je ta knjiga zato samo fragmentaren prikaz tega tajnega zalezovanja. Drugič, kljub gnusnosti udbovskega vtikanja v življenje drugih, pa je danes vendarle ohranjeno predvsej tega preko poročanja v duhov ali s pomočjo tehničnih sredstev, tudi o Jezi in drugih nadzorovancih, kar bi drugače nepovratno izginilo v temni javni zgodovine. To je nek, rekel, plus, ne, da danes lahko neki iz udbovskih poročil vemo nekaj, kar bi drugače izginilo.
Jaz ločim idejne in operativne osamosvojitve, čeprav nekateri so bili v dvojni funkciji. Zame je prvi idejni osamosvojitelj profesor Lambert Ehrlich, umorjen maja 1942 od Udbine predhodnice Kardeljeve in stalinistične varnostno-obveščevalne službe. Torej, profesor Ehrlich je novembra 1941 napisal kratek opis in postavil meje samostojne slovenske države. Toda tudi on in pozneje Ciril Žepot sta želela zaradi zunanje nevarnosti, da bi bila ta država v bolj ali manj ohlapni povezavi še z nekaterimi drugimi državami. Le v skrajnem primeru, če ne bi bilo mogoče vstopiti v tako povezavo, sta predvidela tudi popolnoma samostojno slovensko državo. Pri Jezi tega ni bilo tako, ne? Danes bi lahko rekli, da se je najprej po zaslugi velike generacije, kot jo je pomenoval Dimitrij Rupel, uresničila popolnoma samostojna in mednarodno priznana slovenska država, no pozneje je Slovenija vstopila v EU in NATO in si tako zagotovila trajno varnost v tem nemirnem in vse bolj nevarnem svetu. Zato so popolnoma neverjetni predlogi, celo stranke v vladi Levice, da Slovenija izstopi iz NATO, medtem ko sta v to zvezo danes vstopili tudi Švedska po 200-letni nevtralnosti in Finska po 70-letni nevtralnosti. O profesorju Ehrlichu ne morem napisati knjige o njemu in Udbi, ker ga je pač voz umorila še pred nastopom Ozne in pozneje Udbe. Sem pa njegov umor podrobno opisal v poglavju Dvojni umor pod gradom v knjigi o Žebotu in Udba. Zdaj, prvi v moji seriji Velikani slovenske osamosvojitve in Udba je emigrant Janez Toplišek. Jaz takrat še nisem te serije imenoval Velikani, ampak leta 2012 sem napisal knjigo o njemu in po vseh karakteristikah ga moram šteti med osamosvojitelje, ki je celo precej nespretno, kar ga je stalo življenja, skušal tudi operativno vzpostaviti avgusta 1963 samostojno in demokratično slovensko državo. Zanimivo je, da je bil po Udbi ujet v ilegalnem prehodu meje, avstrijsko-jugoslovanske meje, tudi s pomočjo udbovskega konfidenta Štajerja, katerega je Udba uporabila tudi pri nameravani, a neuspeli ugrabitvi Franca Jeze. Tudi da je njegovo truplo verjetno bil umorjen pri poskusu bega iz Stare Gradiške. Zdaj pa gremo na knjigo o Žebotu, Cirilu Žebotu. Kodno zalezovan kot Peter. Zanimivo je, da bi bil on umorjen skupaj z Ehrlichom, če ne bi tistega usodnega dne maja 1942 zaspal in tako ni spremljal profesorja k njegovi jutranji maši. Že med vojno je zbežal v Vatikan, po glavi so mu stregli ne samo Vosovci, ampak tudi Gestapo in po vojni je odšel v ZDA. Udba ga je sledila povsod po svetu, bolj intenzivno seveda, ko je prihajal v zamejstvo in enkrat je prišel celo v Slovenijo. Žebot ni dočakal osamosvojitve, saj je umrl malo pred tem januarja 1989. Knjiga o njem bo imela 3 dele, 2 torej še čakata na objavo. Dalje Jože Pučnik je idejni in operativni osamosvojitelj. On je za svoje ideje in pisanje o demokraciji odsedel kar nekaj let in pozneje zaradi nezmožnosti zaposlitve odšel v zahodno Nemčijo. Še med bivanjem v tujini se je pridružil Nove revije in ob trajnem prihodu domov postal vodja Demosa, ki je zmagal na prvih povojnih svobodnih volitvah in nas popeljal v samostojno državo. Udba ga je seveda spremljala in o tem bi vedeli še veliko več, če ne bi bilo, kot sem že povedal, tako strahotnega uničenja, opustošenja udbovskega arhiva v prvih mesecih leta 1990. Dalje sledi v moji seriji Bučar. Kodno ime za razvajanje Tikveš je kar primerno, saj Tikva pomeni Buča. No tudi Bučar je preko Nove revije idejni osamosvojitelj in preko delovanja v funkciji predsednika Slovenske skupščine tudi operativni osamosvojitelj. V zadnjih letih režima je on po Udbi najbolj zalezovan posameznik. Potem Bavčar je predvsem operativni velikan osamosvojitve in Udba ga zalezovala v obdelavi deviacija. Seveda še preden je postal notranji minister Demosove vlade in operativni osamosvojitelj. Paradoksalno je, da je prišel z ministrovanja v položaj, z ministrovanjem v položaj, ko je postal šef Udbe, se pravi asociaciji, ki ga je prej zalezovala. Seveda je takoj pretvoril v normalno obveščevalno varnostno službo, tako kot jo imajo vse demokratične države. Napisana je že knjiga o Dimitriju Ruplu, Negativ kodno ime zalezovanja. Pripravi še knjiga Janez Janša, Kaplar, kodno ime zalezovanja. V perspektivi pa so še 3 knjige o tem, kako je Udba zalezovala osamosvojitelja iz kroga Nove revije. Zdaj pa gremo na knjigo o Jezi. Tukaj vidite kazalo knjige. Vidimo, da je ta razpon obsega obdobja, obsega zalezovanja od leta 1946 do leta 1984, do njegove smrti. Toda do novembra 1948 se ga v tajnih papirjih samo omenja, šele s tem, ko 1. novembra 1948
pobegne v Italijo, se sproži nad njim resna udbovska hajka. V knjigi veliko družinskih fotografij, prvič so objavljene, in jih je hčerka Evelina prijazno odstopila in dovolila objavo v knjigi. Tu vidite poroko Franca Jeze in Justine Čelan 8. julija 50. Meni se zdi pomembna objava teh fotografij, tudi zato, ker Udba večkrat piše o slabem materialnem stanju družine zaradi Jezove nesebične in izgubo povzročajoče dejavnosti in kako se je soproga Justina zaradi tega hudovala nad soprogom. V resnici pa je bila izjemno skrbna, vse skozi ga je podpirala in slike kažejo bolj kot besede ljubeče družinsko življenje. Naprej. V splošnem, ne vem, kdaj natančno so mu dodelili to kodno ime separatist, ampak v splošnem poročilu Udbe za leto 62 najdemo večkratno omembo Franca Jeze in znotraj tega tudi, da je bila sprožena in da je agenturno dobro pokrita obdelava separatist v Trstu. Tu pa moram priznati, da je bilo to separatistično kodno ime za razvojanje Franca Jeze, kot sem že omenil, prav primerna pogruntavščina naše tajne policije slovenskega komunističnega vrha. Iz splošnega poročila za leto 62 se vračam na leto 59, ko izide v Trstu njegova najpomembnejša knjiga Nova tlaka slovenskega naroda, kjer Jeza opisuje ekonomsko zapostavljanje Slovenije v okviru Jugoslavije. Seveda je Udba pozorno spremljala, kako knjiga pronica v Slovenijo in kaj o njej mislijo različni slovenski intelektualci. Udbovci ugotavljajo, da sta nad knjigo zadovoljna Dušan Pirjevec, Ahac, zalazovan kot Korošec, in Edvard Kocbek, zalazovan kot Bohinjski. V letu 61 Franc Jeza ustanovil v Trstu akcijski odbor za neodvisno Slovenijo. Ta odbor je izdeloval razne letake, sporočila, med drugim tudi letak Poslanica slovenskemu narodu za novo leto 62. Zanimiv je način, kako so Jeza in osebno njegovi privrženci razširili ta in druge letake v Trstu, namreč tako, da so jih zatikali za brisalci avtomobilov z jugoslovansko registracijo ali pa so jih delili potnikom v jugoslovanskih avtobusih. V splošnem poročilu Udbe za leto 63 je zapisano: preko sodelavca Štarja, žal ga nisem mogel razkriti, kdo to je, ki je sodeloval v realizaciji skupine Toplišek Janeza, je bila izvršena akcija za ugrabitev vodje akcijskega odbora za neodvisno Slovenijo v Trstu Jeza Franca. Sama akcija ugrabitve sicer ni uspela zaradi bolezenske preganjavice Jeze Franca, ki se je zbal priti na določeno mesto, odkritih pa je bilo vrsto podatkov, ki osvetljujejo celotno dejavnost Jeze. Se pravi, Jeze učitajo, da bi preveč se je bal, da bi ga ugrabili. Na njegovo srečo je dobro, da je bil takšen. Torej, pri Jezi ni uspelo, pri Toplišku pa je, sta se v skupinici treh, ki jo je Toplišek vodil ilegalno Jugoslavijo, bila kar dva udbovska duha, Žan, pravo ime Milan Borič, in Štajer, pravo ime neznano. Topliška so po prehodu meje aretirali, obsodili na 14 let zapora in pripustil pobega, kot sem že povedal, in sem pokazal sliko ubitega, je bil verjetno celo umorjen, ker so streli od spredaj in od zadaj. Potem dalje. Hčerka Evelina, ki je bila posvojena, a fotografija kaže na izjemno ljubeč odnos Jeze do nje. Marešalo Elvino Kosoli, zaposlen na političnem oddelku tržaške kvesture Digos, bil je v duhu Udbe s kodnim imenom Kraševec, pozneje iz stran, je dejal, da ga ceni zato, citiram, ker je posvojil otroka, ki ga je mati zapustila in ga vzgajala kot lastnega, konec citata. No, to je pa slika Jeze in njegove soproge. Mene je Ivo, jaz mislim, da je to v Trstu, ampak me je potem Ivo opozoril, da je to na občinah. Mislim, zelo lepe so te slike. V Udbenem generalnem poročilu za leto 66 lahko med drugim beremo: v bližnjem zamejstvu Italije je bila v letu 66 aktivna zlasti slovenska in srbska politična emigracija. Njena aktivnost se kaže v intenzivni organizacijski in politično-propagandni dejavnosti. Center tega delovanja je Trst. In tudi že tretji dan po četrtem plenumu Rankovićeva odstavitev je Jeza dal letak o izkoriščenju Slovencev so strani Srbov, Rankovića in Stefanovića. Tu vidite ta letak, ki je bil narejen nekaj dni potem, ko so odstranili Rankovića. Tu moram pripomniti, da je Tito Rankovića in Stefanovića, vrhovna udbovca, odstavil julija 66 bolj iz svoje Jovankine paranoje, kot iz nekega resničnega političnega razloga.
To si lahko preberete malo bolj natančno v moji knjigi Jovanka in Udba, pod naslova Neukročena trmoglavka in blaznost na Titovem Rdečem dvoru. Po pasu je bil Rankovič kodno zrealizovan kot Peter, se pravi podobno kot Žebot, in kot X, Stefanovič pa kot Pavel. V informativnem biltenu datum 11. september 1969 se udbovci razpišejo tudi v Dragi 69, citiram, udeleženci študijskih dni v Dragi trde, da so veliko doprinesli k utrjevanju narodne zavesti v zamejstvu in v matični državi. V 2 dneh so se zvrstili številni predavatelji, med njimi tudi Boris Pahor in Franc Jeza. In še, citiram, tezo o nujnosti samostojne države za Slovence je zagovarjal Franc Jeza. Prikazoval je gospodarska razmere v SFRJ, omenil sklep ZIS o gradnji cest, v SFRJ nanizal nekaj problemov slovenskega nacionalnega prirastka in zaključil, da smo Slovenci žrtve tisočletne tiranije v zadnjem času srbske hegemonije, da je narodni obstoj Slovencev ogrožen in je osamosvojitev Slovenije zaradi navedenega nujen pogoj za normalen razvoj našega naroda. Je za svoje argumente enostransko, pravi Udba, in tendenciozno nanizal v smislu njegove knjige Nova tlaka slovenskega naroda. V izvajanjih je bil izredno oster, zaključujejo udbovci. Nekakšen višek Jezovih osamosvojitvenih idej in hotenj so zborniki Alternativa maj 78, Iniciativa marec 79, Demokracija maj 80, Akcija junij 81 in Neodvisna Slovenija februar 83. Tukaj je fotografija vseh njih. Udba je seveda pozorno spremljala in poročala, kaj je v zbornikih napisanega in jih plenila, ko so pronicali na meji ali pa če so našli znotraj matice. Tako naprimer je udbovec Veljko Franko, moj sodelavec na mestni občini, takrat sem bil z njim sodelavec, nisem vedel, da je bil prej udbovec, iz drugega zunanjega oddelka Udbe zapisal 24. julija 80 za sive informacije, namenjene zgolj slovenskemu komunističnemu vodstvu, naslednje ugotovitve. Maja 80 je v Trstu šel 3. po vrsti zbornik za družbena vprašanja, ki je izdal Franc Jeza, tokrat z naslovom Demokracija. Po vsebinski zasnovi pa tudi po obliki se ne razlikuje od prejšnjih 2. Kot vemo, bo v prihodnem letu, torej Udba ve za leto naprej, išel še 4. zvezek iz serije Jezovih zbornikov. Novost, ki jo je vredno zabeležiti, je Jezov akcija razpečevanja zbornika raznim naslovnikom v Sloveniji, posebno v Ljubljani. Po operativni poti smo doslej prestregli cirka 45 pošiljk, tako so med posamezniki deležni Jezove pozornosti zlasti predstavniki slovenskega leporečja oziroma kulture v ožjem pomenu besede. Javoršek Jože, sicer je bil on konfident Udbe z kodnim imenom Piete, dr. Bratko Kreft, Niko Grafenauer, zalezovan pod kodnim imenom Granik, Slavko Fras, konfident Udbe, kodno ime Žiga in nato Ariel, Bena Zupančič in tako dalje. Po našem mnenju se Jezova akcija še ni zaključila, zato še naprej nadzorujemo zanimive pošiljke in jih po potrebi tudi zasežemo. Tu še neobjavljena fotografija Franca Jeze iz leta 81, ki sem jo izkoristil, da slikovito povem, kako je odpiral vrata v slovensko samostojnost. Namreč v Jezovih zbornikih je zajeto bistvo in so narisane konkretnosti njegovih samotnih, a nepopustljivih in truda polnih hotenj in prizadeva za samostojno, suvereno in neodvisno slovensko državo. Vzeto skupaj je ta niz 5 zbornikov najbolj dodelan program samostojne slovenske države, ki je bil dosežen, morda tudi presežen šele z novo revijo, a ne številko 57, pa s 95 številko marca 90, tik pred prvimi povojnimi demokratičnimi parlamentarnimi volitvami v Sloveniji, kjer je na ovitku pod naslovom Samostojna Slovenija v nadaljevanju 41 avtorjev že brez dlake in jeziku skupaj z uvodnikom uredništva in uvodno Demosovo deklaracijo o slovenski samoodločbi obdelala vsa relevantna področja prihajajoče slovenske nacionalne državnosti. Februar 83 je že zbornik Neodvisna Slovenija, zadnji iz teh zbornikov. 12. aprila pa je Franca zadela še nedokončna možganska kap. S tem se je njegovo aktivno življenje končalo. V Neodvisni Sloveniji tudi, kot poroča Udba, nekaj citiram, cvetk, kot pravi Udba. Naprimer v novi denarni enoti Penezu, ki se bo delil na 100 fickov, konec citata. Tu pripominjam, da uvedba nove denarne enote ni bila cvetka, ampak preroška misel Franca Jeze. V Matici se o uvedbi slovenskega denarja ni javno govorilo. Tega ni, naprimer, v 57 številke nove.
pač pa sem to zahteval. Prvi je postavil jaz 5. februarja 1988 v reviji Mladina. Zato mi je pri pisanju te knjige tudi močno padlo v oči to udbovsko citiranje Bojda Cvetke o novi denarni enoti. Udba poroča slovenskemu komunističnemu vodstvu 14. septembra 83 o Dragi 83, po udbovsko Karli, citiram, Sirčevega predavanja in diskusije se je udeležilo okoli 130 oseb, med katerimi so bili poleg prej omenjenih še Franc Jeza, prišel je s pomočjo žene, predtednega je zadela možganska kap, konec oklepaja, in Vinko Biličič iz Italije, France Gorše, kodno zrealizovan kot kipar iz Avstrije, iz SR Slovenije pa France Bučar, kot že vemo, kodno zrealizovan kot Tikvaš, ter Zdravka Kozbek. Se pravi, za njih je Zdravka Kozbek še pomembna tudi po Kozbekovi smrti, oziroma Kozbek kot nek pojem oziroma inštitucija. Fotografija je sicer iz dovodnega dne v Peterlini dvorani, kjer smo danes mi tukaj 40 let pozneje. In zdaj še se približujem koncu. Zadnji najdeni tajni dokument, kjer še piše udba o Francu Jezi. Tukaj imamo celotno faksimile v knjigi. Pomočnik slovenskega notranjega ministra Lovro Bregar je 11. julija 1984 poslal naši komunistični eliti državno tajnostno informacijo o 3. števili Celovškega zvona, citiram, išla je nova številka Celovškega zvona. Konec citata. Potem se Bregarjeva informacija nadaljuje z opisovanjem, citiram, varnostno pomembnejših besedil, konec citata, in v tej zvezi udbovsko komentiran in povzet tudi članek Alojza Rebule, zrealizovan kot meščan, osredkar Jambor 2, z naslovom Francu Jezi, zanosnemu samohodcu spomin. Zdaj bi pa končal. Nasplošno, torej ne samo o njem in slovenski tajni policiji, pa lahko Francu Jezem povem še naslednje jedke, a resnične besede. Sramota je, da več desetletij po dejanskem nastanku suverene slovenske države ostaja precej neznana osebnost, v Ljubljani praktično neznana. Čeprav bi že zdavnaj moral stati njegov spomenik v srcu naše države, v Ljubljani, najbolj je na mestu, kjer se sedaj šopiri veliki in množični slovenski klavec ter proti osamosvojitelj Edvard Kardel, ali pa tam, kjer pozira drug tak tič Boris Kidrič. Namesto tega pa se postavljajo spomeniki udbovskemu duhu Petru Božiču, 2 spomenika v Ljubljani, velikanu slovenske proti osamosvojitve Janezu Stanovniku, 2 spomenika Ljubljana, Nova Gorica. In še kaj podobnega v posmeh slovenske državne bi se lahko našlo, naprimer Türkov nagrajevanje veleudbovca in nasprotnika slovenske osamosvojitve Tomaža Ertla, vladno dolitev vojaških porebnih časti tajnemu preganjavcu Jeze, veleudbovcu in proti osamosvojitelju Janezu Zemljariču, pogrebne časti preminulemu zadnjemu primeru propadle socialistične Slovenije Dušanu Šinigoju, ukinitev muzeja osamosvojitve, odprav nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja in recimo v zadnjih dneh vlada jim predlaga za evropsko ministrico konfidentko udbe, kot dokumentirano, Marto Kos. Tu bi lahko malce predrugačil Vergilov ves iz Eneide, navajam. Toliko truda je stal spočetek rimskega ljudstva, v mnogo truda bo še potrebnega za primerno spominjanje na Franca Jezo, enega izmed spočetnikov slovenske države. In ta knjiga je prispevek mojega truda. Za ta namen. Hvala. Hvala magistru Igorju Omerzi za predstavitev knjige, torej krstno, za pogum, ki ga vedno znova izkazuješ, in s tem smo zaorali v naš današnji posvet. Zdaj bi pa prišli na prve 3 referate. Torej, spoznali smo, kaj si je tajna služba mislila o Francu Jezi, zdaj pa dajmo spoznati še počasi njegovo obdobje in njegovo življenje. Pot nas vodi na severovzhod Slovenije, na Ptujsko podeželje, odkoder prihaja zdaj prva referentka, profesorica Špela Homicki, ki bo govorila o mladostnih letih in okolju Franca Jeze, je praktično njegova rojakinja, sicer je mlada raziskovalka, doktorska kandidatka, zaposlena na študijskem centru za narodno spravo. Naslov njenega referata je pa odraščanje Franca Jeze na Štajerskem in začetki njegovega delovanja. Naj tako na pol privat povem, da se je zakopala tudi v okviru svojega doktorskega študija na to osebnost, ki ga je spoznala tudi preko družinskih arhivov, in dejansko je njeno poznavanje
in ukvarjanje s Francem Jezo preseglo zgolj priprave na referat na današnjem posvetu. Špela, izvoli, beseda je tvoja. Referati bodo pa 20 minut trajali vsak približno, tako da veste, kaj vas čaka. Lepo pozdravljeni. Deluje? Ja. Renato, hvala za prijazen nagovor. Spoštovani zbrani, lepo vas pozdravljam tudi v svojem imenu. Danes bom v svojem prispevku spregovorila o mladosti štajerskega rojaka Franca Jeze, ki je sicer širši javnosti še vedno bolj poznan po svojem neutrudnem delovanju na Tržaškem. Njegovemu življenju in delovanju je bilo tekom zadnjih 30 letih posvečenih nekaj simpozijev, vendar je še vedno precej nepoznano njegovo zgodnje obdobje življenja. To je seveda smiselno, saj se v tem času še ni karierno udejstvoval, kljub temu pa ne moremo mimo dejstva, da so njegovi začetki segali ravno v ptujska dijaška leta. Franc Jeza se je rodil na podeželju Dravskega polja v vasi Spodnja Hajdina 30. decembra 1916. Bil je prvorojenec očeta Franca in mame Antonije, rojene Kozoderc, in rojen je bil v nemirno obdobje že 3. leto trajajoče velike vojne, ki je za človeštvo pomenila prvo izkušnjo svetovnega spopada. Dodatno negotovost je za narode Habsburške monarhije v letu 1916 predstavljala tudi smrt njihovega cesarja Franca Jožefa. V zadnjem letu prve svetovne vojne, leta 1918, je bil rojen njegov brat Max. Oba lahko vidite na tej zgornji fotografiji kot še zelo majhna otroka. Njun odnos je razviden iz pretanjenega zapisa, ko je Franc, takrat zapornik v nemškem taborišču, izvedel za bratovo smrt, in sicer 21. marca 1944 in med drugim zapisal, citiram: "Čeprav sem že nekaj časa slutil, da se je zgodilo nekaj strašnega, me je novica vendar zadela, kot bi me nekdo treščil po glavi. Bila sva po starosti komaj leto narazen in sva vse radosti in bridkosti otroških in dijaških let skupaj doživljala. V hipu sem začutil okrog sebe samoto. Bil je moj edini brat in noben človek na svetu mi ni bil tako blizu kot on. Vedel sem, da je pač treba preboleti tudi to in da je bilo v tistem hipu v Evropi na milijone ljudi, ki so pretrpeli enako izgubo, katerim so pobili starše ali brata, sestro ali otroka, a to je bila le teoretična tolažba, ki ni umilila osebne bolečine. Vendar mi je dala ta zavest, da vsaj v bolečini nisem sam, ampak da je takih žrtev na milijone in da so odkupna cena za svobodo moč, da sem prenesel." Konec citata. Kot zadnji otrok v družini Jeza je bila rojena sestra Tončka. Vsi sorojenci tako spadajo v generacijo, ki je odraščala v novi jugoslovanski državi, doživljala naraščajoče napetosti na območju Spodnje Štajerske, obenem pa je v njihovo mladost zarezala realnost druge svetovne vojne. Ob razpadu Avstro-Ogrske in oblikovanju nove države, kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, se upravna in teritorialna ureditev ptujskega okraja ni veliko spremenila. Ptujsko območje je bilo v obdobju med obima svetovnima vojnama še vedno močno agrarno. Kmečko delavstvo, ki je predstavljalo dejansko najštevilčnejšo skupino slovenskega prebivalstva, pa se je soočalo z velikimi socialnimi težavami, saj njihov položaj v prvi vrsti ni bil zakonsko urejen. Dodatno so socialne težave povečevale razdrobljena struktura njihovih kmečkih posesti, spremenjeni tržni pogoji v novi državi, slaba organizacija odkupa kmetijskih pridelkov, za območje Dravskega in Ptujskega polja ter Haloz sta bili pomembni dobrini, s katerimi so trgovali vino in živina, konkurenca cenejših pridelkov in slabe prometne povezave. Najštevilčnejši med kmečkim prebivalstvom so bili kočarji, na različnih območjih imenovani tudi bajtarji, želarji ali kajžarji, in ravno v družino kočarjev je bil rojen tudi Franc Jeza. Bili so lastniki manjšega posestva in trgovci z živino in za območje Štajerske je bilo značilno, da so imeli kočarji praviloma okrog 2 hektarja lastnega posestva, ki navadno niso zadoščala za preživetje številčnih družin, zato so delo opravljali tudi na posestih večjih kmetov, gruntarjev. Hiše so ponavadi bile zelo skromne in so navadno obsegale samo eno skupno sobo, takšna je bila tudi domačija Jezovih, ki je danes v občini Hajdina znana tudi kot Brlekova domačija, poimenovana je namreč po družini, ki je hišo odkupila od Francove matere Antonije.
in tukaj na sliki lahko vidite, da je bila hiša kar precej po odkupu dozidana, starejši del pa je bil obnovljen. Tako da ta največje okno v bistvu je ta najstarejši del hiše. Bila je tudi potem nadzidana in dozidana. Franc Jeza je bil najprej med letoma 1927 in 1929 vpisan v Državno klasično gimnazijo v Mariboru, kjer je uspešno opravil prva 2 razreda in se nato prepisal na Državno realno gimnazijo Kraljeviča Andreja na Ptuju. V letopisu ptujske gimnazije je prvič omenjen v šolskem letu 1930-31, ko je obiskoval 3. A razred. Marca leta 1938 pa je bil Jeza nato primoran šolanje prekiniti zaradi hude bolezni pljuč. Zaradi visoke vročine in izkašljevanja krvi je bil najprej sprejet v bolnišnico, nato pa je bil poslan na zdravljenje v zdravilišče Topolšica. Njegov sošolec Ivan Šiftar Vanek je Jezovo bolezen pripisal slabim življenjskim razmeram, saj sta skupaj stanovala v najeti sobi večnadstropne hiše na takratni ulici Vseh svetnikov, danes je to Jadranska ulica v ptujskem mestnem središču. Njuna soba je bila brez oken, opremljena je bila le z eno posteljo in manjšim kavčem, zato sta se v bistvu pri spanju na postelji morala tedensko izmenjevati. Kljub težkim materialnim razmeram in dolgotrajnemu okrevanju po bolezni je Jeza 8. razred gimnazije leta 1938 uspešno zaključil. Višji tečajni izpit oziroma maturitetni izpit je uspešno opravil v junijskem roku naslednjega šolskega leta. Iz prepisa maturitetnega spričevala, ki ga tudi lahko vidite na prezentaciji, ki mu ga je zaradi izgubljenega izvirnika marca 1955 izdalo ravnateljstvo ptujske gimnazije, je razvidno, da je višji tečajni izpit opravil s prav dobro oceno. A le po zaslugi 2 dobrih ocen iz matematike in naravoslovja. Vse ostale predmete, torej slovenščino, nemščino, narodno zgodovino, občo zgodovino in zemljepis ter vedenje, je opravil z odlično oceno. Kot zanimivost lahko dodam še, da je bil Franc Jeza več kot očitno naklonjen družboslovno-humanističnim predmetom in veliko manj naravoslovnim predmetom, s čimer se lahko verjetno danes tukaj marsikdo, vključno z mano, poistoveti. Saj je v šolskem letu, ko je obiskoval 7. razred, torej 34-35, iz matematike dobil celo popravni izpit, ki ga je nato sicer uspešno opravil. Financiranje njegovega šolanja in potovanj v virih ni čisto pojasnjeno. Znano je, da so dijakom, ki so prihajali iz socialno šibkejšega okolja, bila v pomoč različna podporna društva, ki so delovala na ptujski gimnaziji. V zapisih Ivana Šiftarja zasledimo, da sta se ob šolanju oba preživljala s priložnostnimi deli, občasnimi honorarji in inštruiranjem. Na ptujski gimnaziji je v 30. letih 20. stoletja potekalo aktivno društveno življenje. Ko je v šolskem letu 1933-1934 ob upokojitvi dr. Josipa Komoljanca ravnateljstvo prevzel dr. Maks Kovačič, je še istega leta ustanovil literarno društvo z nazivom Kultura, ki pa ni imelo velikega obsega članstva. Do preobrata je prišlo v šolskem letu 35-36, ko je pod Kovačičevim nadzorstvom nastalo literarno društvo z novim imenom Setev, v katerem je aktivno deloval tudi Franc Jeza. Franc Goličnik je društvo poimenoval, citiram, literarna družina, kjer so imeli dijaki priložnost od starejših in svojih vrstnikov slišati mnogo takega, kar ni imelo samo literarne vrednosti, ampak jim je tudi nasplošno širilo obzorje. Že v prvem letu delovanja je društvo organiziralo 20 predavanj z različnih tematskih področij. Predavanjem so sledile razprave, ki jih je Šiftar opisal kot zelo živahne in da so lahko dijaki mnenja o perečih temah izmenjevali ob veliki toleranci nadzornika dr. Kovačiča. V okviru setve so februarja 1936 organizirali tako imenovane Koroške dneve, na katerih so potekala predavanja in razprave o slovenski severni meji. Člani setve so svoje literarno delovanje razširili izven lokalnega okolja. Franc, v takratnih zapisih sicer je vedno zapisan kot France Jeza, Jože Krivec in Ivan Šiftar so se povezali tudi s Sokolskim društvom v Murski Soboti, ki je izdalo časopis Mladi Prekmurec. Jeza je v prvem letniku Mladega Prekmurca leta 1936 poleg pesmi pod psevdonimom Kurent objavil tudi svoj potopis v 5 delih o potovanju v Berlin.
Omenjene objave lahko štejemo kot začetke Jezovega razvoja v plodovitega pisca, delovanja med letoma 1937 in 1938, pa tudi kot njegove prve izkušnje z urednikovanjem. Med 1. decembrom in 1936 in 1. majem 1937 je na ptujski gimnaziji izhajal mesečnik z naslovom Klasje, kulturni mesečnik ptujskih srednješolcev. Izdajali so ga osmošolci, med katerimi so bili najbolj aktivni Franc Jeza, Pavla Samec, France Mele in Vitko Musek. Šolsko leto 1936-1937 je bilo prav tako uspešno leto delovanja kulturno-literarnega društva Setev. Najpomembnejši dosežek društva pod Jezovim vodstvom je bil leta 1937 izdan knjižni almanah z naslovom Mlada Setev, ki ga lahko štejemo tudi kot vrhunec delovanja društva nasploh. Za Franca Jezo je bila izdaja almanaha začetek njegovega izredno obsežnega literarnega opusa, saj je poleg uvodne besede napisal kar 10 izmed skupno 28 objavljenih pripovednih besedil in poezije. Glavni namen publikacije je bil prikazati občinstvo, delo najmlajše generacije oziroma stremljenje ptujskih dijakov. Franc Jeza je kljub svoji mladosti imel pretanjen čut za dogajanje v svetu okrog sebe, kar lahko razberemo tudi iz njegovega pisanja, v katerem nam mestoma podaja izkušnje in opažanja, ki jih je doživel na svojih potovanjih in v lokalnem okolju. Pogosto njegovim besedilom pripisujejo preroško vrednost, na primer objavljeno pesem z naslovom V naših dneh, kjer je v verzih spretno razodel sumničenje na velike dni, ki jih bodo Slovenci morali dočakati oboroženi v svoji deželi. Predvsem pa velja poudariti, da njegovi zapisi delujejo preroško ravno zaradi njegove sposobnosti razumevanja duha takratnega časa, ki je obsegalo prepoznavanje tako družbenega kot političnega vzdušja. Pogosto se je dotikal tudi socialnih tematik, ki so pestile kmečko prebivalstvo, kar je tudi sam predobro poznal. V 6. številki Klasja je sam poudaril razgledanost avtorjev, ki so objavili svoja dela in jih pospremil z besedami, citiram: Ljudje, ki so se zbrali okoli knjige Mlada Setev, so pokazali mnogo razumevanja za zahteve časa in razmer, česar ne morem priznati večini slovenske mladine. Konec citata. Obenem je bilo za obdobje med obema svetovnima vojnama značilno stopnjevanje napetosti med nemško in slovensko skupnostjo. Zgodovina mesta Ptuj z okoliškimi naselji je še posebej kompleksna v oziru, da je bilo mesto vse od oblikovanja nacionalnih identitet v drugi polovici 19. stoletja, poleg Maribora in Celja znano kot del tako imenovanega trdnjavskega trikotnika nemških mest na Spodnjem Štajerskem. Odnosi so bili sicer veliko bolj kompleksni, kot nam kažejo samo delitve na nemško in slovensko stran. V primeru Franca Jeze pa je kontekst slovensko-nemških nacionalnih odnosov na Ptuju vreden nadaljne obravnave, saj so le te, poleg njegovih potovanj po Evropi, imele velik vpliv na začetke njegovega literarnega delovanja. Ko je 6. aprilom 1941 vihra druge svetovne vojne dosegla slovensko ozemlje, je bil Franc Jeza že študent prava v Ljubljani. In na tej fotografiji, ki mi jo je prijazno posredovala gospa Evelina Jeza, lahko vidimo Franca Jezo v njegovih študentskih letih. Fotografija sicer ni točno datirana, je pa bila posneta v fotojusti. In za to omenjeno fotografsko obrt sem uspela ugotoviti, da je bila od leta 1938 v Ljubljani v lastništvu Justine Dobrajc, žene znanega fotografa Karola Hulinskega. In ta podatek nam priča, da je bila njegova fotografija verjetno posneta po prihodu na študij v Ljubljano, zagotovo pa ni mogla biti posneta pred letom 1938. Prvi, ki se je lotil obsežne priprave gradiva za bibliografijo Franca Jeze, je bil znani bibliotekar Jakob Emeršič, ki je skupno uspel zbrati okrog 1800 enot gradiva. Kljub svojemu neutrudnemu delovanju, kar dokazuje njegova bibliografija, pa je bil na Slovenskem Štajerskem zaradi oznake politični emigrant izbrisan iz kolektivnega zgodovinskega spomina. Zaradi svojega statusa je bilo njegovo delo zapostavljeno vse do razpada Jugoslavije, kljub temu, da so ga v nekaterih objavah ptujski zgodovinarji omenjali v povezavi z njegovim delovanjem na področju ilegalnega revolucionarnega tiska.
Natančneje prepoznano je bilo njegovo delovanje zraven Frančka Glavnika, Mitje Vošnjaka, Marka Remsa in Zvonka Sagadina v ciklostilni tehniki, ki je najprej med letoma 1937 in 1938 delovala na Vičavi in nato v prostorih Ptujskega muzeja, kjer so tiskali letake, ki so spodbujali k bojkotu nemških trgovin in opozarjali na politično situacijo. Nasprotno je bil do začetka 90. let 20. stoletja v zgodovinopisju in širši javnosti na Štajerskem poznan njegov brat Max. Na Ptuju imamo dve obeležji v njegov spomin, in sicer je zapisan na spominskih ploščah v čast padlim borcem med drugo svetovno vojno. Prva spominska plošča je danes postavljena na steni osnovne šole Hajdina in je posvečena žrtvam okupatorjevega nasilja iz območja občine Hajdina. Spomenik je bil postavljen in odkrit novembra 1953. Druga spominska plošča, ki jo lahko vidite na desni strani na prezentaciji, pa je postavljena v vhodni avli današnje osnovne šole Olge Meglič. Nekoč so prostori na Prešernovi ulici 31 namreč pripadali gimnaziji in je posvečena vsem padlim borcem, dijakom in profesorjem med drugo svetovno vojno. Spominska plošča je bila odkrita leta 1969. V občini Ptuj je bila v četrtni skupnosti Breg Turnišče ena izmed manjših ulic, ki skupno zajema 7 hišnih številk, poimenovana Jezova ulica. Čeprav ni točno izraženo, kateremu od bratov je ime ulice posvečeno, lahko danes celo sklepamo morda, da je bila posvečena obema. Ampak glede na imena preostalih ulic, ki jo obdajajo, naprimer ulica Haloškega voda, ulica Žetalskega Jožeta, ulica Šercerjeve brigade, ulica 14. divizije, sklepamo, da je bila prav tako posvečena njegovemu bratu. Prepoznavnost in mesto med pomembnimi slovenskimi intelektualci je Franc Jeza začel dobivati postumno. Oktobra 1994 so v domačem mestu na Ptuju priredili znanstveni simpozij o njegovem življenju in delu, ki je bil organiziran zaradi pobude strani organizacije znanstvenega simpozija v Trstu istega leta. Spominski poklon v svojem rojstnem kraju pa je Franc Jeza prejel leta 2011, ko so na trgu pred novo občinsko stavbo odkrili njegov doprsni kip, ki ga lahko vidimo tukaj na prezentaciji. Oblikoval ga je priznani akademski kipar Viktor Gojkovič. Občina Hajdina je podprla tudi izdajo njegovih kratkih zgodb z naslovom Zakasnela pomlad in druge kratke zgodbe. In nekdanji župan občine Hajdina, gospod Radoslav Simonič, je v svojem nagovoru poudaril, da naj bo knjiga le del velikega spoštovanja in hvaležnosti za to, kar je storil za slovenski narod. Hvala lepa za pozornost. Hvala profesorici Špeli Homicki za predstavitev mladostnih let mladostnega okolja Franca Jeze. Zdaj se pa iz severovzhodne Slovenije predstavimo v težišče njegovega delovanja po drugi svetovni vojni, ko Franc Jeza iz Ljubljane pribeži v Trst. Njegova tržaška leta, njegovo tržaško delovanje nam bo predstavil Ivo Jevnikar, eden od spiritus agens teh naših posvetov. Pravzaprav, Ivo, treba javno povedati, da si edini, ki že četrtič, poleg organizacije, soorganizacije, tudi nastopaš na naših posvetih z referatom. Ivo, ga ni treba posebej predstavljati, je človek mnogih talentov, ne? Ga poznamo, pravzaprav Tržačani in ostali Primorci in Slovenci si predstavljamo življenje na zahodnem robu brez Iva Jevnikarja. Jaz bolj težko. Torej, Ivo je pripravil referat s kratkim naslovom Francu Jezi v Trstu. Ivo, beseda je tvoja. Hvala. Še preden bi začel, bi opozoril, da ker smo v Peterlinovi dvorani, Peterlin je imel ženo, ki se je pisala Lombard, in njen brat je padel skupaj z Maxom Jezo, istočasno, torej ne isti dan. Eden je padel tam, drugi pa v gestapovskem zaporu dan kasneje na grozovit način. Tako da je tudi ta povezava nekje. Torej, še vedno smo v Rebulovem letu. Pisatelj Alojz Rebula je visoko cenil Franca Jezo, čeprav ni sprejemal vseh njegovih stališč, zlasti ne o skandinavskem izvoru Slovencev, a tudi do njegovega dela za neodvisno slovensko državo je bil rezerviran. Lepemu nekrologu smo ga že
smo ga že slišali omenjenega, ki mu ga je posvetil v Celovškem zvonu, je dal naslov Zanosnemu samohodcu spomin. O njem je zapisal, da, citiram, mu moramo priznati osebni format, ki povsem razganja okvir slovenske tipičnosti. Priklonil se je njegovemu kulturnemu, predvsem časnikarskemu delu, ki ga je označil kot dolgoletno oranje po zamejski cementni kulturni ledini. Poudaril pa je zlasti njegovo ljubezen do slovenstva in zapisal: ta njegova že mitična ljubezen je poganjala tudi njegovo aktivistično dejavnost za idejo slovenske države. In dovolite tu daljši citat iz tega Rebulovega zapisa. Kako naj bi tudi tukaj njegov zanos ne šel v patetično konkretnost, od nastavljanja letakov avtomobilom slovensko registracijo na Rusem mostu, tja do pošiljanja subverzivnih novoletnih voščilnic po Sloveniji. Veš, jaz sem predvsem politik, mi je rekel nekoč z značilno nasajenim pavcem. A zato je manjkalo dvoje. Prvič ravnodušnosti, če že ne cinizma, ki je za politiko potreben. In drugič, čuta za zgodovinsko kontingentnost, da bi na primer pretehtal, ali bi Slovenija, ta današnja narodno izmedlela Slovenija, to piše Rebula leta 1984, res imela trdneje zagotovljeno prihodnost v neki vprašljivi neodvisnosti sredi venca neugaslih imperialističnih apetitov, kakor v še tako majavi Jugoslovanski federaciji. No, dobrih 6 let kasneje je bila Slovenija neodvisna. Ali ni bil Jeza videc? Seveda se je morala predtem bistveno spremeniti evropska politična slika. A ne glede na oblike prizadevanj za demokratično ureditev in samostojno državo, je Jeza pomagal ohranjati pri življenju med Slovenci težnjo po demokraciji in vzdrževati idejo neodvisnosti za čas, ki bo prej ali slej nastopil. Idejo, ki je tudi z njegovo pomočjo tlela vsaj v delu naroda. Še najmanj v primorskem zamejstvu, se je Rebulovo stališče z leta 1984 delila velika večina levih in recimo v Sloveniji bi rekli desnih zamejcev. Zato je danes tudi marsikomu nelagodno obujati spomin na idealista Jezo. Zanimivo pa je, da Jeza, ki je bil, kot to dokumentira knjiga Igorja Omerze, skupaj z Rebulo in drugimi v Trstu in Gorici pod zelo budnim očesom Udbe zaradi stikov z duhovnikoma v Ljubljani, doktorjem Janezom Fabijanom, ki je bil aretiran leta 50, in profesorjem Jakobom Šolarjem, ki je bil aretiran leta 52, nastopa v Rebulovem romanu V Sibilnem vetru, ki je šel leta 68 kot pro futur. Ta uporni revolucionarni duh se po preiskavah rimske tajne policije znajde skupaj s protagonistom Nemezijanom v nekakšnem gulagu sredi puščave na Sinaju, na prisilnem delu v rodniku Bakra na Lotosovi poljani, a organizirani umbeku svobodo, na katerem sicer podleže naporom. Že takrat se med Rebulo, Nemezijanom in Jezo pro futurom razvije tak dialog. Samo zato gre pro futur, da postaneš nekoliko stvaren, v politiki namreč. Če gre za to, je rekel in nekaj zabil v zrak, sem jaz predvsem politik. In še ena zanimiva povezava, pro futur izjavi Nemezijanu. Kristjan sem, ampak hiljast. Kaj pa je to? Prečiščeno krščanstvo, je rekel, vira v tisočletno kraljestvo Kristusovo. Če pogledamo v leksikon filozofije dr. Antona Stresa, zvemo, da je hiljazem ali milenarizem utopično pričakovanje pravične družbe, nekakšnega umestnega tisočletnega Kristusovega kraljevanja pred koncem sveta. In pri tem je zanimivo, da si je Edvard Kozbek 23. maja 1948 zapisal dnevnik. F.J., torej Franc Jeza, je bil pri meni. Tak, kakor je bil leta 1941. Upornik, nezadovoljnež, hiljast, pravi pravcati fantast, to se pravi nerealen poštenjak. Jeza je zelo cenil tudi pisatelj Boris Pahor, čeprav sta včasih polemizirala.
Jeza ga je na primer v svojem zadnjem zborniku Neodvisna Slovenija kar trdo prijel, čež da se preveč omejuje na zamejskost in manjšinskost ter ne razume nujnosti neodvisne države. A Pahor se mu je v posmrtni zbirki Jezovih političnih spisov in zgodil se bo čudež, ki je leta 12 uredil skupaj s Primožem Šturmanom, priklonil z naslovom spremne besede Franc Jeza, pisatelj, politik in videc. In sestavki, kot je recimo naslednji. Se zavedamo, da v razvoju slovenske zgodovinske usode pritiče tudi Francu Jezi častno mesto, zato bi bilo prav, da bi se tega zavedali tako slovenska kultura kot slovenska država. A kakšni so bili pravzaprav Jezovi pogledi? V intervjuju, ki ga je verjetno v celoti sam sestavil za svojo zadnjo publikacijo, že omenjeni zbornik Neodvisna Slovenija z leta 1983, je izjavil: Demokracija mi pomeni urejeno, svobodno življenje posameznikov in naroda kot celote. Nad tem bdi neodvisno sodstvo. Demokracija to so razmere, kjer se državljanom ni treba bati sodržavljanov in kjer posamezniku ali skupinam državljanov ni treba imeti strahu, da jih bo kdo ali celo država sama oropal njihovih pravic in kjer se lahko zanesejo na poštenost in pravičnost zakonov in sodnikov. Demokracija je tudi to, da lahko človek javno, ustno ali v tisku kritizira, če se mu kaj ne zdi prav, tako državo in državnega poglavarja kot zadnjega uradnika ali policista, ne da bi se moral zaradi tega bati maščevanja ali celo zapora in obsodbe. K svobodi spada tudi večstrankarski sistem, da lahko državljan na volitvah svobodno izbira med strankami in da lahko voli tudi kako opozicionalno stranko, če hoče. Danes samoumevni stavki, vendar je vsakem izmed njih odmev negativnih izkušenj, ki si jih je Jeza pridobil najprej v le delno demokratični predaprilski Jugoslaviji, potem pa v soočenju s 3 totalitarizmi 20. stoletja, zaradi katerih je okusil fašistične zapore, nacistično koncentracijsko taborišče in komunistično nasilnost ter enoumje. Zaradi teh izkušenj in želje po svobodnem življenju, kar je potem nadgradil še z utemeljevanjem nujnosti neodvisne Slovenije, je 1. novembra 1948, kot smo slišali, ilegalno prestopil mejo nekje pri Robiču in se kot politični emigrant znašel v Italiji. Pol leta je prebil v begunskem taborišču v kraju Le Fraschette v občini Alatri v Laciju, kjer je bilo med vojno fašistično taborišče za civilne internirance iz Jugoslavije in Julijske krajine. Nato je bil krajši čas v taborišču mednarodne organizacije IRO v filmskem predelu Rima Cinecittà. Jeza je verjetno že takrat, potem pa gotovo v letih 50-51 želel emigrirati v Združene države, vendar ga je vselitvena komisija zavrnila, menda zaradi v Nemčiji načetega zdravja. In tako se je znašel v Trstu, kjer je ostal do smrti 20. januarja 1984. Službe dobil pri zavezniški poročevalski agenciji Allied Information Service, AIS. Ustvaril si tudi družino, saj se je 8. julija 50 poročil z Jusino Čelan, ki je živela od leta 17 do 2003. V poznih letih je doštudiral etnografijo in etnologijo na Univerzi v Gradcu. Ko se je oktobra 1954 v Trst vrnila Italija, so mnogi njegovi slovenski kolegi emigrirali. Nekateri so prešli na Radio Trst A, Jeza pa službe ni dobil in se je odtlej preživljal kot zunanji sodelavec časnikarskega oddelka Raj in kot avtor kulturnih ter literarnih oddaj, iger za otroke in odrasle ter kot prevajalec iger in drugih del za programski oddelek istega radia. Od prve številke tednika Novi list, ki ga je maja 1954 v Trstu obnovil politik Engelbert Besednjak, je bil eden njegovih glavnih in rednih piscev. Pisal je predvsem o kulturi, a tudi o drugih temah. Jeza pa je sodeloval še pri vrsti drugih listov in revij, tudi v vodilni vlogi, saj je bilo revijalno življenje v Trstu tista leta izredno živahno, a tudi kratkega veka. Tako ga leta 1951 najdemo ob Janku Ježu kot urednika, vendar s psevdonimom Vili Hajdnik, neodvisne slovenske revije Stvarnost.
V številki 4-5 se jim je pridružil Borut Žerjav, ki je živel v Franciji. Naslednja številka, številka 6, z datumom december 51, februar 52, pa je bila tudi zadnja. A istega leta 52 je že išel zbornik Stvarnost in svoboda, ki so ga s pravimi imeni uredili Vinko Beličič, Franc Jeza in Borut Žerjav. Drugi in zadnji zbornik sta naslednje leto uredila le Beličič in Jeza. Želja po ustvarjanju in kritičnem pisanju se je kmalu spet pojavila, januarja 57 zbornikom Tokovi, ki pa je tudi doživel eno samo številko. Kot uredniki so zapisani Boris Pahor, Alojz Rbula in Josip Tavčar. Med snovalci sta bila tudi Pavle Merku in Franc Jeza, ki sta naposled zaradi razhajanj med pobudniki publikacije izpadla. Vendar sta v zborniku kljub temu sodelovala s svojim gradivom. Vinko Beličič je to popisal v svojem dnevniku in komentiral: "Jaz zase vem, da sem zdaj prvič in zadnjič v tej druščini." Kamen spotike je bil daljši politični esej Franca Jeze o ustaji na Madžarskem, ki pa so ga le objavili. Tudi pri snovanju revije Most leta 1963 je bil Jeza zraven, a ga zaradi spet novih razhajanj ne najdemo med uredniki in sodelavci. Ni čudno, da je veliko kasneje, ko je šlo za utemeljevanje v zamejstvu nepopularne, v matici pa prepovedane zahteve po demokratični in suvereni slovenski državi, drobne, že citirane zbornike Alternativa, Iniciativa, Demokracija, Akcija in Neodvisna Slovenija v letih 78-83 Jeza uredil in založil kar sam. Vsekakor je Jeza, potem ko so usahnile revije, pri katerih je bil soudeležen v 50 letih, občasno kot pisec sodeloval še pri drugih revijah, pri Mladiki, Virski reviji za otroke Pastirčku in še kje. Zadnja leta na tema slovenske neodvisnosti v zdomskih listih Slovenska svoboda, Slovenska država, Smer v slovensko državo. Pregled Jezovega radijskega literarnega dela so pripravili Marko Tavčar, Dorica Žagar in Nataša Sosič, zelo obsežno celovito bibliografijo Franca Jeze pa, kot smo slišali, Jakob Emeršič. Takega kronista in ocenjevalca vseslovenskega kulturnega utripa že dolgo nimamo več. Jeza se je enako skrbno posvečal publikaciji ugledne založbe in ciklostiliranemu skavtskemu listu. Posebno pozornost je skazoval mladim in jih spodbujal, seveda pa tudi jeziku. Sam je bil literarno zelo nadarjen. Ko bi se toliko ne razdajal na drugih področjih, bi imel gotovo pomembno mesto tudi v naši književnosti. Romana Smrt v pomladi, ki ga je začel objavljati v odlomkih ali kot podlistek v različnih publikacijah in ga je očitno pisal sproti, na primer nikoli ni končal. Na tem mestu je treba seveda omeniti še njegove samostojne knjige, 4 leposlovne in 4 strokovne oziroma publicistične. Med njimi so 4 išle posthumno. Najprej leposlovna dela: Moč ljubezni, povesti iz časa naselitve Slovencev, 67. Nevidna meja, povesti iz daljne prihodnosti in druge fantastične zgodbe, leta 80. Zanjo je v Trstu prejel nagrado Vstajenja. Spomini s taborišča, 85. vendar je to ponatis podlistkov v Novem listu o doživetih v lagerjih. Zakasnela pomlad in druge kratke zgodbe, 2010, to je izbor njegove kratke proze, ki ga je pripravila Vojka Havlas. Strokovna dela pa so Nova tlaka slovenskega naroda, študija o gospodarskem položaju Slovencev v Jugoslaviji, 59, Skandinavski izvor Slovencev, etnografsko-jezikovna in zgodovinska študija, 67, ta knjiga o njegovi alternativni slovenski etnogenezi je bila, kot je znano, predmet živahnih polemik. O ključnih vprašanjih rane karantansko-slovenske zgodovine, 77, in zgodil se bo čudež premišljevanja o slovenski samostojnosti in demokracije leta 2012. To je zbor spisov o njemu najdražjih temah, ki sta ga pripravila, kot že omenjeno, Primož Šturman in Boris Pahor. Vse te knjige in revije so tam na ogled. Treba jim je seveda prišteti še anonimno brošuro z leta 65 Slovenija hoče neodvisnost in pa letake za neodvisno Slovenijo. Ob tem je bil Jeza tudi živahen diskutant, ki je zelo rad plaval proti toku.
To je dokazoval v nastopih na študijskih dnevih Draga, na ponedeljkovih večerih Društva slovenskih izobražencev in drugje, a dal je tudi pobudo za čiste diskusijske večere tu na Donizetjevi, brez predavateljev, le na temo, ki jo je sam predlagal. V besednem pisanju je bil kritičen, osebno pa presenetljivo širok. Posebno oster je bil glede reševanja slovenskega vprašanja, če tu seveda opustimo komunistični režim, do Slovenske ljudske stranke, od Antona Korošca naprej, tja do njenih vojnih in povojnih voditeljev. Ko je obujal spomine na zapore, ni zamolčeval primerov brutalnosti domobranske politične policije v Ljubljani. Ko je obsojal medvojne in povojne komunistične pomore, je opozarjal tudi na hiranje tistih, ki so jih rojaki protikomunisti, tako tudi njega, spravili v nemška taborišča. Ni si pomišljal kritizirati tudi slovensko cerkev, ko se s čim ni strinjal, in še bi lahko naštevali. Vedno je kljub kritičnim opaskam ostal zvest svoji opredelitvi za krščanski socializem v Kozbekovem krogu in za osvobodilno fronto, za pristaše katere je pisal, da so bili v večini domoljubi in ne komunistični revolucionarji. A zaradi sorodnih pogledov na nujnost samostojne države je bil v res prijateljskih stikih tako z voditeljem Erlichovih stražarjev, profesorjem Cirilom Žebotom, kot z glavnim urednikom najbolj protikomunističnega medvojnega dnevnika Slovenskega doma, Mirkom Javornikom. Z njim ni le publicistično sodeloval. Ko je bil na nekaj povojnih obiskih v Trstu, sta dolge ure klepetala na radiju. K sodelovanju v svojih zbornikih je pritegnil sicer na različne teme, tako različne ljudi, kot so bili Peter Urbanc, Franček Križnik, Ljubo Sirc, Jože Prešeren, Ciril Žebot, Mirko Javornik, Jože Košorok. Večino gradiva pa je sam napisal. Upozoril bi na dve zagonetki. Kako je oblast v Sloveniji gledala na to, da je toliko pisal za Novi list, pa čeprav ne o političnih temah, saj je sama financirala njegovo izhajanje in njegov ustanovitelj Engelbert Besednjak je moral biti, hočeš nočeš, informator Udbe, kar potrjuje tudi Omerzova knjiga o jezi. To so sicer zgodovinarji in Besednjakovi biografi že dolgo vedeli, a ni prišlo v javnost. Na področju krepitve narodne zavesti in samostojnega političnega nastopanja je Besednjak tudi po vojni nedvomno opravil veliko koristnega dela. Ideološko ost proti režimu pa je v zamejstvu načrtno rahljal. Sam sem za zbornik Temna stran meseca leta 1998 zapisal, navajam: Na temeljito analizo čaka zelo obsežno gradivo predvojnega krščansko-socialnega poslanca v rimskem parlamentu Engelberta Besednjaka v nekdanjem arhivu Udbe. Med vojnem vse do preselitev v Trst leta 50 je živel v Jugoslaviji, kjer je moral očitno pristati na sodelovanje, ki se je nadaljevalo v Trstu. Poročila, ki jih je podpisoval kot Žagar, Saksida, Jež, so bolj razgledana in temeljita od poročil kakšne dobre tiskovne agencije. Ob ustrajanju pri ostrih nasprotjih 6 časa pred vojno, gre za spor kralj Besednjak, pa je stalno napeljeval tudi na svoje poglede glede reševanja manjšinskega vprašanja. Ta odstavek je marsikdo sprejel z neodobravanjem, vendar je tudi ta zgodba del naše zgodovine. In dodal bi danes, da je v svojih poročilih ostro nasprotoval v Trstu živečim emigrantom, pripadnikom nekdanjega akademskega društva Straža, in to ravno zato, ker so bili med redkimi zagovorniki samostojne slovenske države. Kompleksen je bil tudi Jezov odnos do Kozbeka. Že v povojni Ljubljani, a tudi po prihodu v Trst, je izražal razočaranje nad njim, ker da ni ohranil krščansko-socialistične politične organizacije in se ni postavil po robu novemu totalitarizmu. Pozneje je naštel tudi olajševalne okoliščine za Kozbekov podpis Dolomitske izjave, vendar je pribil, navajam: Nikdar več se ne sme zgoditi, da bi prepustili tako usodno odgovornost enemu samemu človeku in da bi šli v tako usodne odločitve brez jasnega, konkretnega, političnega in narodnega programa in brez primerne politične organizacije. Povezoval se je tudi z bivšimi somišljeniki, a na začetku 70-ih let,
Ko je katoliški glas kritiziral Kozbeka, se je pod psevdonimom v Novem listu zapletel v daljšo polemiko z Goriškim tednikom, da bi ga branil. Ko pa se je po objavi znamenitega intervjuja leta 1975 sprožila medijska kampanja proti Kozbeku, vanjo v tedniku ni mogel poseči. Ta današnji tržaški simpozij o jezi je že 4. po vrsti. Leta 1994 je bil 22. aprila v Trstu simpozij o Francu jezi, ki sta ga na pobudo odgovornega urednika Novega lista Draga Legiša priredila Društvo slovenskih izobražencev in krožek za družbeno-politično vprašanje Virgilšček. 22. oktobra istega leta mu je bil na Ptuju posvečen še en simpozij. Vsaj nekaj referatov z obeh srečanj je šlo v skupnem zborniku, ki ga je uredil Marko Tavčar. Leta 2012 so 22. junija, nekaj dni pred državnim praznikom, v Jezovem rojstnem kraju na Hajdini imeli okroglo mizo in razstavo o Francu jezi, nato mašo za domovino in za tega domačega domoljuba. Na trgu pred občinsko stavbo pa je bila še proslava v njegov spomin. Slavnostni govornik je bil pisatelj Boris Pahor, ki je županom Stankom Glažarjem pred fontano tudi odkril doprstni kip Franca jeze, prej smo ga videli na ekranu, delo domačina Viktorja Gojkoviča. Na grobu v Komnu, v katerem leži jeza po prekopu iz Trsta skupno z ženo Justino, je sklican tudi še vedno aktualni navedek iz njegovega zapisa. Slovenija mora postati dežela svobodnih in vedrih ljudi. Če to nismo mogli biti mi, ljudje starejših generacij, naj postanejo to nove, mlade slovenske generacije. Neodvisno in demokratično Slovenijo hočemo ustvariti predvsem zanje. Hvala. Hvala vsestranskemu Ivu Jevnikarju za posvetlitev jezovega drugega dela življenja na Tržaškem. Da vas potolažimo, prihajamo k zadnjemu referatu tega panela, zdaj prvega panela. Zaključujemo ga z referatom dr. Tomaža Ivešiča, mladega direktorja Študijskega centra za narodno spravo. Več o njem si poglejte v arhivu RTV Slovenija z intervjuja z Jožetom Možino pred kakšnim mesecem, se splača. Doktoriral je na Ameriške univerze oziroma inštitutu v Firencah, ukvarja se z narodom, narodnostjo v tem povojnem obdobju, je strokovnjak za te zadeve in še za marsikaj drugega. Danes nam bo predstavil referat z naslovom Franc jeza kot del narodovega preporoda v 60. letih 20. stoletja, oris oziroma skica prostora in časa. Prosim. Hvala lepa. Da že uvodoma povem, moj referat bo šel zelo naokoli, preden bo prišel do jeze, ampak bodite strpni. Po drugi svetovni vojni in še posebej po letu 1948 so jugoslovanski vodilni komunisti javno poudarjali Leninovo tezo o stapljanju narodov, ki bi naj vodila k nastanku jugoslovanske socialistične nacije. Leta pa bi temeljila na jugoslovanskem socialističnem patriotizmu, ki ga je prvič definiral Milovan Džilas na 5. kongresu Komunistične partije Jugoslavije kot ljubezen in pripadnost domovini, ki gre onkraj buržoaznega nacionalizma. Podobno jugoslovanski socialistični patriotizem opredelil tudi Boris Ziherl, in sicer kot višjo sintezo narodnostne domovine, ki je nad posameznimi narodi. Čeprav to nacionalno socialistično jugoslovanstvo v 50-ih ni bilo jasno definirano, kakor mnogi ostali primeri socialistične nacionalne gradnje, je jugoslovanstvo v 50-ih še dopuščalo možnost vključevanja nacionalnega oziroma etničnega elementa. Po sporu Tito-Stalin leta 1948 je jugoslovansko vodstvo od besed prešlo tudi k dejanjem, ko pričnejo latentno spodbujati jugoslovanstvo na tistih področjih, ki po Kardeljevi definiciji naroda predstavljajo objektiven kriterij za narod. Po kulturni sferi je obstajala želja po uvedbi jugoslovanskega kriterija. Leta 1956, naprimer na to temo, poteka polemika Mišičega, 1954 Novosadski dogovor vzpostavi enoten srbsko-hrvaški jezik, 1953 uvede v popis prebivalstva kategorijo Jugoslovan nacionalno neopredeljen, medtem ko novi ustavni zakon iz leta 1953 prenese konstitutivno vlogo z narodov na delovne ljudi.
Sredi 50-ih je tudi uzakonjen komunalni sistem, s katerim se želi zaobiti republike kot nacionalno potencialno problematične enote. Vrhunec teh prizadevanj se kaže v specifičnem političnem jeziku Edvarda Kardelja v predgovori k drugi izdaji Speransa oziroma razvoja slovenskega narodnega vprašanja leta 57 ter v programu Zveze komunistov Jugoslavije iz 1958, v katerem so prepisani celotni odstavki Kardeljevega predgovora. Kardelj je namreč dopuščal možnost nastanka tako imenovane državne nacije, ki bi nastala na podlagi skupnega trga in združene politične enote. 7. kongres ZKU leta 1958 ter tedaj sprejeti program partije predstavljata vrhunec jugoslovanskega socialističnega patriotizma. Čeprav obstaja prikrit odpor Slovencem napram jugoslovanstvu že v zgoraj omenjenih primerih ter še nekaterih drugih, naprimer zelo znameniti so protesti proti srbsko-hrvaškim podnapisom v Sloveniji v kinematografih, je v javnosti kot protest proti jugoslovanstvu najbolj odmevala znamenita polemika med Dobrico Ćosićem ter Dušanom Pirjevcem v letih 61 in 62. Ćosićevim idejam o integralnem jugoslovanstvu ter da so republike le nujno zlo se z objavami v naši sodobnosti zoperstavil Dušan Pirjevec. Pirjevec je izpostavil, da Ćosićevo jugoslovanstvo ni potrebno, saj da ni potrebno spostaviti še ene plasti med jugoslovanskimi narodi in temu, kar je obče človeškega in kamor sili socialistična svetovna integracija. Pirjevec je tudi povsem zavrnil idejo, da bi jugoslovanstvo lahko bilo nacionalno. Medtem se je dodobra razvnel spor med dvema partijskima strujema, med tako imenovanimi konzervativci, pod katere štejemo Tita, Rankovića in Druščino, ter tako imenovanimi liberalci v narekovajih, Kardelj, Vladimir Bakarič in Druščina. Čeprav je na začetku spora, ki se vrti okoli vprašanja, v katero smer bo odšla jugoslovanska ekonomija, se pravi stari sovjetski sistem, kot so to želeli konzervativci, ali se bo na željo tako imenovanih liberalcev okrepilo samoupravljanje, je izgledalo, kot da bo Tito podporil konzervativce, je naposled prevladala nasprotna struja. To je bilo mogoče tudi zaradi neomajne podpore Zveze komunistov Slovenije, ki je brezpogojno podprla Kardelja, tudi takrat, ko se je znašel v nemilosti in so krožile govorice o njegovi neuspeli likvidaciji ter po njegovem umiku v London. Prelom v jugoslovanskem nacionalnem vprašanju je nato prišel leto 1963 za novo jugoslovansko ustavo ter z 8. kongresom ZKU leto kasneje. V osnutku ustave je Kardelj zapisal, da federacija ni okvir za nastanek neke nove jugoslovanske nacije, ampak da je skupnost svobodnih, enakih in neodvisnih narodov, ki so združeni na podlagi skupnih socialističnih interesov. Med pripravami na 8. kongres ZKU pa je Kardelj delovno skupino za mednacionalne odnose opozoril, da je potrebno prenehati z diskurzom o tako imenovanem skupnem jeziku ali pa da so republike samo nujno zlo, da ne pride do reakcije v republikah, ki bi v strahu za svoje nacionalne pravice pričele le-te aktivno braniti z nacionalizmom. Napram svoji poziciji v 50-ih se je Kardelj politično premaknil k branjenju republik. Opustitvi jugoslovanske nacionalne ideje pa je največ prispeval Tito, ki je sicer še leta 1963 konfuzno nagovarjal jugoslovansko mladino, da je jugoslovanstvo sicer državna identiteta, vendar pa da si državna in nacionalna identiteta nista kontradiktorni. Toda v svojem govoru na 8. kongresu ZKU je Tito razblinil konfuzne ideje o eliminaciji narodov in izgradnje neke nove in umetne jugoslovanske nacije. Popoln odmik od etničnega jugoslovanskega nacionalizma je nato sledil v drugi polovici 60-ih, ko je Komisija za mednacionalne in medrepubliške odnose CK-ZKU definirala jugoslovanstvo kot socialno in državno identiteto, odprto tudi za manjšine oziroma neslovane, brez etničnih ali nacionalnih konotacij. Kritike slovenskih intelektualcev so bile znotraj Matice seveda omejene. Čeprav so se opirali jugoslovanstvo in izzivali Kardeljevo definicijo naroda, pa je odkrita kritika vendarle bila mogoča zgolj izven meja Socialistične republike Slovenije. Sočasno z ukinitvijo perspektiv je v Trstu pričel izhajati tromesečnik Most, katerega ustanovitelji so bili Vinko Beličič, Leo Detela, Florjan Lipuš, Aleš Lokar in Drago Štoka. Most je, ko že sklepa ime, želel odigrati aktivno vlogo mostu med Matico in zamejci ter med kulturnim srednjeevropskim prostorom ter Zahodom. Most je namreč od leta 1971 izhajal dvojezično, k pisanju pa pritegnil tudi italijanske intelektualce. Sprva previdno, pa vendarle so Mosto pričeli objavljati tudi intelektualci iz Matice, kot sta na primer Marjan Rožanc in Taras Krmavner.
Kot finančno od jugoslovanskega režima neodvisna revija je Most objavljala tudi do jugoslovanske države precej kritične članke, zato njegovo razpečevanje v Sloveniji ni bilo hvaležno delo, saj je bilo kot preostali periodični tisk iz zamejstva in emigracije strogo omejen oziroma kontroliran. Omenjeni Rožanc je zaradi ponujanja revije Most leta 67 v Sloveniji dobil celo več mesecev zapora z 2-letno pogojno kaznijo. S narodnostnim vprašanjem so se v omenjeni reviji ukvarjali Aleš Lokar, Vladimir Nemec, Dušan Hočevar, Alojz Rebula, Marjan Rožanc in Taras Krmavne. Še leta 1964 je Lokar v Mostu objavil razpravo z naslovom Nekaj misli o razvoju slovenskega naroda, ki je služila za začetno izhodišče tudi njegovih naslednjih prispevkov objavljenih o naših razgledih in sodobnosti. 2 leti po prvem izidu revije Most je objemu Tržaškega zaliva pisatelj Boris Pahor ustanovil novo revijo Zaliv, ki je bila v delnem polemičnem odnosu z Mostu. Pahor se je prav tako kot intelektualci v Mostu posvetil narodnostnemu vprašanju. V Zalivu je brez zadržkov kritiziral Kardeljeve teze o narodu ter Kardeljev predgovor k drugi izdaji razvoja slovenskega narodnega vprašanja. Razočarani Pahor je ugotavljal, da je Kardelj zagovarjal tezo, citiram, o počasnem osihanju nacionalne zavesti, konec citata. Da ni ločeval med nacionalizmom in nacionalno zavestjo in da je silil v neko stapljanje v večje obče človeško enoto. In citiram, in Kardeljevo teoretiziranje je res megleno, apostolsko je, kar je za slovenskega človeka naravno, ker svojo nacionalno majhnost daruje na oltarju obče človeškega makrokozmosa, a za narod so take sanje lahko pogubne. Konec citata. O izbrisu narodnosti se je Pahor lahko prepričal tudi v letu 1967, ko je prišel v stik z maturantko z Primorskega, ki se je pripravljala na maturitetno nalogo iz njegovih del. Le ta mu je zaupala na Pahorjevo vprašanje odnosov do zamejcev, da jih v šolah učijo, citiram, da bo narodnost počasi izginila. Konec citata. Kljub temu je Pahor pravilno v istem letu tudi ugotavljal, da se je pri Kardelju napram predgovoru druge izdaje razvoja in njegovih govorov v letu 1964 zgodil premik od stapljanja k večji narodni samostojnosti. O likvidaciji narodnosti so se lahko prepričali tudi Slovenci v Matici, ko so leta 1967 na podlagi iz leta 1965 spremenjenega zakona prišle nove matične knjige, v katerih se ni več beležilo narodnosti. Večje število pisem bralcev, ki jih je prejel časnik Delo, je protestiralo proti takšnemu zakonu, ki bo pomenil za Slovence, citiram, juridičen genocid, konec citata. Čeprav je Delo pojasnevalo, da je do tega prišlo zaradi 41. člena Ustave, ki je določal, da jugoslovanski državljan ni dolžan podati svoje narodnostne opredelitve, niti izbrati eno izmed njih, slovenskih bralcev ta razlaga ni ganila. Zamisli o samostojni in neodvisni Sloveniji sega vse do 30. let prejšnjega stoletja do Lamberta Ehrlicha in njegovih stražarjev. Ideja pa je ostala živa tudi med slovensko emigracijo po drugi svetovni vojni ter v zamejstvu. Med slednjimi seveda izstopa Franc Jeza, ki je že konec 50-ih pisal o gospodarskem izkoriščanju Slovenije znotraj Jugoslavije ter opozarjal na izbris pravice do odcepitve na podlagi samoodločbe narodov v ustavnem zakonu iz leta 1953 in republiško izgubo državnosti. Po Jezovi interpretaciji je torej Jugoslovanska socialistična skupnost najpomembnejša tvorba znotraj Jugoslavije, medtem ko so republike bile le organ oblasti. Zaradi nezmožnosti gospodarjenja z lastnim dohodkom je Jeza v knjigi namigoval na samostojnost in neodvisnost. Citiram. Po novi jugoslovanski ustavi, misli ustavni zakon iz leta 1953, manjka torej vsak pravni temelj, da bi slovenski narod sam gospodaril sa svojim narodnim dohodkom, ker ga ustava ne pojmuje več kot nacijo, kot individualno narodno enoto v lastni republiki, ki bi imela značaj države, ampak le kot del enotne jugoslovanske socialistične skupnosti in njegova republika ima le simbolni pomen državnosti brez dejanskih pravic, kakršnekoli državnosti ali pravice do politične in gospodarske avtonomije. Zavarovane so le njegove kulturne in prosvetne pravice, toda ne v smislu kakega samostojnega kulturnega razvoja, ker ta zahteva tudi samostojno gospodarsko podlago, ampak le v smislu, da se sme v svojem jeziku kulturno izživljati v okviru in po smernicah enotne jugoslovanske kulturne politike. Konec citata. Idejo o samostojni in neodvisni Sloveniji je Jeza dokončno izoblikoval v začetku 60-ih, ko po Münchnu tudi v Trstu leta 1961 nastane akcijski odbor za neodvisno Slovenijo. S pisanjem in deljenjem letakov na avtobusih namenjenim Slovenijam, zatikanje za brisalce avtomobilov z jugoslovansko registracijo ter pošiljanjem po pošti je akcijski odbor bil izjemno aktiven v prvi polovici 60-ih. V enem izmed prvih letakov poslanica slovenskemu narodu za novo leto 1962, torej že potem, ko se prične Ćosić-Pirjevec debata,
je Jeza pozival Slovence k narodni osvoboditvi, neodvisne Slovenije in za resnično demokracijo, pri čemer je pomembno vlogo zopet igral argument gospodarske izkoriščenosti. Citiram: "Ne pozabite, da je slovenski narod daleč najbolj izkoriščen narod na svetu, ker mu jemlje Beograd 50% njegovega narodnega dohodka. Slovenci, razmišljajte o svoji usodi in usodi slovenske domovine. Odcepljajte otrokom ljubezen do slovenstva in svobode. Odcepite jim vsaj osnovne pojme demokracije, da ne bomo dobili generacij, ki sploh ne bodo več vedele, kaj sta svoboda in demokracija. Ta nevarnost je za nas zelo realna, ker slovenski volivci že 3 desetletja in pol nismo imeli priložnosti svobodno voliti in se udeleževati demokratičnega političnega dela. Pravi pojem strankarske in parlamentarne demokracije pa poznajo le še starčki iz avstrijskih časov. Čas je, da se tudi Slovenci končno rešimo sramotne odvisnosti in suženjskega stanja. Zato se bojujemo za neodvisnost svoje domovine in si ustvarimo demokratično, neodvisno Slovenijo, v kateri bo slovenski narod končno svobodno zaživel ter si zavaroval neoviran gospodarski in kulturni razvoj. Le lastna država bo pomenila jamstvo za slovensko demokracijo." Konec citata. V drugi polovici 60-ih je Jeza pričel objavljati tudi svoje teze o skandinavskem izvoru Slovencev. Kljub temu pa je tudi v prihodnje, na primer na študijskih dnevih Drage leta 1969, javno zagovarjal samostojno in neodvisno Slovenijo, katere zastava bi morala vihrati pred palačo Organizacije združenih narodov. Slovenski športniki, še posebej smučarski skakalci, hokejisti in tako dalje, pa bi morali zastopati slovenski narod pod slovensko zastavo, ne pa da v tujini vsi poročajo o uspehih jugoslovanskih smučarskih skakalcev, ko pa so vsi bili Slovenci. O samostojni in neodvisni Sloveniji je razmišljala tudi intelektualna emigracija. V Rimu so Roman Žužek, Ivan Rebernik, Ciril Valant in Franček Križnik pod imenom Skupina Y slovenskih akademikov spisali in natisnili knjižico Slovenija 1968 kam. Knjiga je bila natisnjena v Trstu in glede na oblikovne podobnosti z Jezino knjigo o skandinavskih izvorih Slovencev, gre sklepati tudi pri tem povezavo z Jezo, ki bi jo naj imel Križnik. Natisnjena je bila v 100 izvodih in iz Trsta ter Gorica razposlana slovenskemu CK-ju, slovenski in zvezni skupščini in tako dalje. Iz zamejstva so bile knjižice poslane namenoma, da se ne bi povezalo avtorstvo oseb v Rimu. Avtorji so se sestajali pri Reberniku v stanovanju, kjer so prebirali Ljubosirca. Avtorji so si prisegli, da ne bodo nikoli priznali avtorstva. Zato se je o avtorjih razvedlo šele po več kot 30 letih po nastanku knjižice, okoli preloma tisočletja, ko nevarnosti že dolgo ni bilo več. V knjižnici so akademiki izpostavili vzhod-zahod dihotomijo Slovenije ter neizogibno neodvisnost, da bi Slovenci postali zrel narod. Citiram: "Mednarodni pomen Slovenije v okviru Jugoslavije je neznaten. Če pa bi imeli svojo samostojnost in neodvisnost, bi v svetovnem merilu pomenili veliko več. Lahko bomo res postali most med vzhodom in zahodom šele tedaj, ko si bomo pridobili možnost samostojno dihati, ko bomo imeli mednarodno priznanje, da smo narod, ki si to zasluži in je tega sposoben. Neodvisna država nam je v današnjih zgodovinskih okoliščinah neobhodno potrebna, ker je edino sredstvo, ki lahko zajamči našemu narodu bodočnost in obstoj, ter mu da možnost, da zadobi mednarodno reprezentativnost in varstvo." Konec citata. Sklop o emigraciji zaključujem še s članki duhovnika in cerkvenega zgodovinarja Franceta Dolinarja, katerega nekateri prispevki so bili objavljeni na predvečer razpada socialistične Jugoslavije. Dolinar je v svojih prispevkih, objavljenih v različnih časopisih slovenske emigracije, na primer Glas slovenske kulturne akcije, SI slovenske svobode in tako dalje, pokrival ne samo slovensko zgodovino, ampak tudi aktualno politično dogajanje v Jugoslaviji. Še posebej nacionalno vprašanje ter položaj Slovencev. V koncu 60-ih je tudi Dolinar počrtal samostojnost in neodvisnost Slovenije in s tem citatom končal: "Narod, ki nima svoje narodne države, je konec koncev zgolj etnija, tudi če je še tako kulturni narod. Tudi politika, ki jo tak narod v nepolnem pomenu besede dela, je politika samo v nepristnem pomenu, saj notranji lik in vnanji okvir ni lastna narodna država. V tuji državi ne more odločujoče biti udeležen v tvorbi državne volje, zato je v časih kriz in usodnih odločitev predmet tujih sklepov. Ker nima svojega državnega zastopstva in svoje vlade, ki se v njih predstavlja kot enota in dejaven stornik, se nikoli ne more docelno zavedati svoje edinosti in povezanosti." Konec citata. Hvala lepa.